Kako je danes s položajem zdravnikov, ki izvajajo oziroma izvajate homeopatsko zdravljenje? Ali danes zdravnik vedenje z področja konvencionalne medicine uradno lahko kombinira, dopolnjuje in nadgrajuje s homeopatskim znanjem in tako v dobro bolnika prakticira holistični pristop, bodisi pri preprečevanju akutnih tegob, bodisi pri zdravljenju posameznih obolenj, tudi kroničnih? Torej, zakon še zaenkrat ne dovoljuje istočasno izvajanje obeh dejavnosti. Torej, po zakonu bi moral zdravnik vrniti licenco oziroma je to še vedno velja zakon izpred 20 let. In čeprav je Zdravniška zbornica na svoji skupščini leta 2014 je bil sklep, da zdravnik, ki izvaja homeopatsko dejavnost, da mu ni treba jemati, da se mu ne jemlje licence, ampak potem je bilo na ministrstvu, da to zakonsko uredi, vendar se to še ni uredilo. In kaj bi rekli, kako blizu ali daleč je danes ureditev od tega, da bi tudi v praksi zaživela? Enako daleč kot od leta 2014. Popolnoma nič se ne premakne. Ravno zdaj smo se zelo trudili lani, ko je bil zakon o zdravniški službi odprt, da bi se to spremenilo, ampak ni šlo. Ni šlo zato, ker zdravniške organizacije zaenkrat se s tem ne strinjajo. Katere pa so ključne etične dileme na tem področju, kjer ločnica med konvencionalnim in nekonvencionalnim strokovnim ukrepanjem očitno žal še vedno ostaja neizbrisna? Jaz jih ne vidim. Jaz mislim, da pa enostavno ne razumejo, kaj homeopatija je. In potem, ker se niti ne poglobijo v to, kaj homeopatija je, prav je, da homeopatija ni nič, da to je placebo. Ampak to je daleč od resnice. V resnici je mogoče reči, da znanstvene raziskave o delovanju homeopatije potrjujejo, da je homeopatija veliko več kot zgolj placebo. Lahko morda to ponazorita s kakšnim konkretnim primerom tudi iz vajine dolgoletne prakse? To bo težko z nekim primerom ponazoriti, ampak placebo je vedno pri vsakem zdravljenju prisoten. In to je v bistvu nekaj najbolj zaželjenega, to ni nekaj slabega. Ampak placebo ima vedno, bom rekla, bolj površen učinek, pa kratkotrajen učinek. In se pravi, če nekdo ozdravi, ne more ozdraviti zaradi placeba. Zaradi placeba mu je lahko samo boljše in to traja kratek čas in potem je nazaj tam, ko je bil. To je placebo. Če pa dejansko zdravljenje, kako bi rekla, globje, pa pride do ozdravitve. Najboljše je to, recimo, primer uporabe homeopatije na živalih, kjer placeba ni, ker žival ne ve, kaj dobila, ali pa rastline, isto, ko se uporablja homeopatija v agronomiji. In to je v bistvu dokaz, da to ni samo placebo, ampak to je eden od splošnih dokazov, da tako rečem. Primere pa je zelo težko zazbirati. Tako, placebo sem omenila zgolj zato, ker se velikokrat pojavljajo takšne interpretacije, češ da si marsikdo zgolj predstavlja, da homeopatija deluje, čeprav so v resnici učinki zelo konkretni. Tako. Pa tudi to ni res, da moraš verjeti, da homeopatija deluje, da boš ozdravil, to tudi ni res. Zaradi katerih bolezenskih stanj posamezniki najpogosteje poiščejo pomoč pri vas in pri katerih stanjih je morda homeopatsko zdravljenje najučinkovitejše? Zdaj,
homeopatsko zdravljenje lahko uporabljamo pri vseh boleznih. Ne? Sam je pa tako, da je vedno treba vedeti, kakšno bolezen imamo pred sabo, zato je prav, da je to zdravnik, zato da ne bo pacienta odvračal od uradne medicine, zato ker lahko je pač to dopolnilno in potem se obdrži vsa terapija oziroma se jo kasneje lahko da stran, če ni več potrebna. Potem so neke bolezni, kjer homeopatija ne bo delovala, tudi to je treba vedeti, kdaj ne bo, ne. So pa bolezni, ne vem, kaj ne rečem, migrene recimo, potem alergije, potem dermatitisi, vse te ponavljajoče infekcije pri otrocih, recimo, ki se vedno ponavljajo in je tukaj toliko antibiotikov in potem tukaj homeopatsko zdravljenje je lahko zelo učinkovito, da se prekine ta krog ponavlja. Res bi poenostavila, če lahko. To vprašanje je kar zahtevno pa široko, ampak mene pacienti ponavadi vprašajo, že imate izkušnje s to pa to težavo, a ste že s tem to pa to bolezen zdravili s homeopatijo. In vedno mi odgovarjam, vsakega pacienta zdraviš čisto individualno in je vseeno, a že imaš to izkušnjo ali nimaš, ker je v bistvu homeopatija bo delovala, če najdeš pravo zdravilo. In je vsem, kjera bolezen je in vsem, kjera težava je. Ne? Ampak to, da pa najdeš pravo zdravilo, je pa odvisno, ali ima ta pacient simptome, jasne simptome, ne? Ali pa je njegov obrambni sistem že tako oslabljen, da jasnih simptomov ni, oziroma ga motijo te, ko bi rekla, motijo simptome jemanja zdravil, alopatskih zdravil. No, skratka, takrat je problem. Ni problem diagnoza ali ne bolezen kot taka, za homeopatijo problem je zdravstveno stanje pacienta. Če pogledamo, denimo povišano telesno temperaturo, ki je pogosto znak bolezenskih procesov v telesu, kaj prisotnost vročine pri pacientu pove homeopatu in kakšno je oziroma naj bo pravilno ukrepanje, ki pa je, predvidevam, seveda vedno pogojeno s specifiko slehernega pacienta. Ja, podatek o vročini je za homeopata zelo dragocen, se pravi, višje kot razvije pacient vročino, pomeni bolj močen ima obrambni sistem, ker obrambni sistem proizvaja vročino. Vročina je odgovor na neko stanje v organizmu. Najpogosteje je infekcija, če govorimo zdaj o akutni bolezni. Se pravičujem, da sem se malo izgubila, kaj ste mi vprašali. Kaj pove povišana telesna temperatura? Se pravi, ena stvar je ta, da je njegov obrambni sistem močen in hkrati nam pove, v katerem nivoju recimo zdravja je ta pacienta. Potem pa je še tudi drug podatek, kako pogosto dobiva vročino, recimo, za ugotovitev zdravstvenega stanja tega bolnika. Se pravi, višina vročine je pomembna, pa kako pogosto zboleva za akutnimi infekcijami. In seveda, če ima vročino, je osnovni nasvet ne zbijati vročine, ker če zbijaš vročino, s tem oviraš delovanje obrambnega sistema. Tako je najbolj potrebno. Zdaj pa bi vaju morda vprašala le še to, kaj vam v vajini praksi, dolgoletni praksi pomeni to, da lahko izvajata homeopatijo, da s homeopatskimi pristopi, s homeopatskim načinom zdravljenja lahko pomagata obolelim. Ja, za mene je to, bom rekla, pravo razsvetljenje. Žal sem to, ko bi rekla, našla šele po 30 letih rednega dela, pač v uradni medicini. In ko sem prišla v stik s homeopatijo, sem ugotovila, da v bistvu to je edini pravi način, da v bistvu nekoga pozdraviš. Ne moreš ga pozdraviti z alopatijo. To je ena takšna dragocena izkušnja, ki ti daje toliko enega notranjega zadovoljstva,
ko lahko pomagaš tam, kjer druge stvari odpovedo. Pa ne mislim zdaj neke takšne zelo hude bolezni. Ne, ampak tam, kjer se pač ustavi neko zdravljenje, lahko pomagaš. Tudi pri poškodbah. Pri poškodbah je homeopatija tako dragocena. To je tako nekaj učinkovitega, da bi res morali to sprejeti, mislim, in več ljudi bi mogli to vedeti in si lahko sami pomagajo. Morda še zaključna misel, kaj bi položili na srce odločevalcem glede vključevanja, vtkanja homeopatije v uradni del medicine, kjer bi s celostnim pristopom lahko morda naredili veliko več, kot se lahko stori danes. Zdaj, jaz ne vem, kaj imajo odločevalci pri tem, razen to, da dovolijo, da zdravnike nehajo bremzati v tem dejavnosti. Sicer je pa to odločitev bolnikov. Bolniki morajo imeti to pravico, da se odločajo, katero zdravljenje bojo uporabili za sebe. To je stvar posameznika, ne pa odločevalcev. Ja, vendar odločevalci imajo pomembno vlogo pri tem, da ustvarijo normativno pot oziroma pogoje. Razen tega, da v bistvu se da ne bremzajo zdravnike pri tej dejavnosti, pa seveda neko regulacijo naredijo, ampak sicer je pa to odločitev samega posameznika. Ja, res je tako. To je v bistvu je to neka diskriminacija zdravnikov tudi. Ker če imaš ti znanje, če si zdravnik in imaš neko dopolnilno znanje, je to kvečjemu neka prednost. To ni nekaj negativnega. In ne vem, kako in kdaj bodo to sprejeli. Pa tudi, če pomislimo, homeopatska zdravila so zdravila, ki so registrirane za uporabo v humani medicini. Ta zdravila so v lekarnah in veliko teh zdravil se da dobiti samo na recept. Pa zdravnik tega recepta pravzaprav ne sme uradno pisati. Tako da tudi to je, mislim, en razlog, da bi lahko sprejeli. To so zdravila, registrirana zdravila za uporabo v humani medicini. Hvala lepa.